Prvič, da se nam res takle razgled pokaže. Tole pa je noro, ej. Tole pa enkraten pogled na Trnovsko planoto. Živa, živa! Lep pozdrav na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes se potepamo pa po Primorski. Kot ste videli že po vodu, nameravam napasti enega najbolj markantnih vrhov tukaj na tem koncu Slovenije. Sicer Nanos, tukaj je nekje meje med Notranjsko pa Primorsko oziroma Vipavsko dolino. Sem v vasici ali pa v vasi pod Nanos, na katero imam zelo lep spomin. Bom malo kasneje povedal zakaj. Imam pa plan krožno turo narediti gor na Nanos, se pravi, mislim, da je plešal, da je ta vrh tukaj kaj koča, pa bom pa krožno turo delal, pa upam, da bo ratalo. To je pa to, pa burjo imamo, tako da me bo pripihalo. Pa jo. Tako kot sem omenil na tale pod Nanos, mislim, da sem bil samo enkrat tle, tako da sem se ustavil, pa mislim, da sem bil peš. In to takrat, ko sem tukaj tekel na trailu Vipava trail. Takrat je bil, mislim, da nekaj čez 50, mislim, da 51 km dolg tek gorski. Smo prilaufali v pod Nanos in jaz sem bil nekje okoli 10. mesta sem bil in sem imel pač to ukrepčevalnico sred glavnega trga, mislim, to je majhen trg v vasici, in ko sem prilaufal, tako vsi, še en gre. In res sem se počutil, ko je bil, ne vem, kakšen zvezdnik. Sem prišel, tako je sam bidone so dali, so mi že točili hrano, mislim, res ko v Formuli 1 v boksu, no, res, ful lepa izkušnja, tako prijazni ljudje. In pol smo po tej poti, ko zdajle jaz hodim, smo šli gor do Vojkove koče na Nanosu, tako da grem malo tudi obujati spomine, ker od takrat, od tekme se bolj malo spomni človek, razen to, da trpi sploh v klanc gor. Tole sem na razpotju in tle po mojem bom tle dol prišel v krožni turi. Jaz grem pa naprej proti Vojkovi koči, kot sem rekel. Pa vmes še lovska koča. Tam smo imeli tudi eno ukrepno postajo.
Zdajle sem enega domačina srečal, sem vprašal, če na vrh kaj piha. Rekel, da ni hudega, ampak da tlele zdajle je pa ful lušten. Ja, pa kot sem mogoče na začetku videl, nanos po vrhu ima kapo, se pravi belo, ne meglo, no tudi malo megle, ampak predvsem sneg. Jaz sem pa v letnih čevljicih, tako da bo tudi pestro. Ja, go tudi ta trail, ki sem je šel, samo da enkrat krajši. No, tukaj smo prišli pa zdaj na cesto, ki pelje tudi gor proti Nanosu, pa gor nasploh na planoto. Tam piše, da je nekje pitna voda. Mi pa pičemo kar naprej gor. Zdaj pa tukaj malo semena cesta, pa pešpot. Na spletni strani v naravo.si zdajle dodajam filter, se pa filtre, da lahko po njih izlete iščete. Tako da pejte malo pogledati na spletno stran, pa pokomentirajte malo, koliko vam je uporaben, oziroma če bi mogoče kakšen filter pogrešate. Tako da lahko boste in po krožnih turah, po težini ture, po višinskih metrih, po regiji, tako kar nekaj teh filtrov je. Je na poti kakšna planina ali koča ali tako. Ja, zdaj pa spet stopam na pešpotko. Tako da dajte pokomentirati malo. Iz teh tekov, trailov se ponavadi bolj malo stvari spomnim, ampak tlele pa vidim, da se kar dobro spomnim. In tale cesta mi je orenk ostala v spominu, ker nisem vedel, ne tečem ali ne hodim. Glih tak naklon, da je bilo zame na meji. Kakorkoli, hotel sem reči zdajle, če gledate ta video, ki bo vam prišel, počasi prihaja Božiček, pa dedek Mraz, Miklavž je že mimo. Tako da, če nimate ideje, kaj kupiti kapo v naravo, oziroma, ko boste gledali, verjetno, ne boste še obe kapi, ampak mogoče pa pred Božičem boste pa že 2 kapi, trak, tudi hlače lahko. Sicer hlače nimamo teh, ki jih jaz testiram, ampak verjetno bojo po novem letu, to pa tako zelo nasigurno, da bojo. Pa tudi, če imate radi borilne športe, sud.si je naša firma, tudi če vtešljike, pa naročili karkoli, vtipkali kodo v naravo, boste dobili 10% popusta. Isto pa na odlično.si boste dobili 15% popusta za vso njihovo hrano, da malo promocij naredim. Še malo časovnic. Tale vzpon je drugače kar dolg, sploh kaj do Vojkove koče. Ne vem zdaj točno, koliko je markiran, ampak glede na tlele, koliko tlele pišem, mora biti 3 ure pa pol. Pa seveda se bo vse podrobnosti v opisu videa. Je pa tale potka do sem res super luštna. Precej dobro označena, oziroma lahko bi rekel zelo dobro. Pa malo sumim, da je to bila tudi mulatjera, ne vem, v času prve vojne ali pol v času Rapalske meje. Prvič, da se nam res takle razgled pokaže. Zdaj pa, če se namotam, prihajam do Lovske koče, pa gor tudi na pobočje, tukaj pa po mojem začel zdaj priti. Gremo še razgled pogledati. Kar dobro pihlja.
lovska koča. Tukaj je bila tudi ukrepna postaja, kakor sem rekel. In na tej ukrepni postaji me je prva punca ujela. In me je pol tudi prehtela. Bog mi je dobro to, ko piha kar pri norcih, ampak to je zmerna burja. Ne vem pa, kako bi se oblekel pešo, a malo slečt ali ne, ko švicam, pa me malo zebe, pa to res je taki zoprni pogoj za hodati. Tukaj sem malo za vetre našel. Zdaj bom verjetno bolj malo govoril, ker toliko piha, pa se me malo slišal. Grem pa tako, kot sem rekel, drugič tle gor. In takrat, ko smo imeli tekmo, je bila tle naprej megla in nisem teh razgledal sploh videl. Bojo danes pa nori razgledi, tako da bomo uživali. Viš, ko je tam nedalje pa toliko pihal, sem mislil, da me je odpihnule. Kar po stran sem hodil. Prav noro. Tole pa je noro. Nisem kaj takega pričakoval. Take burje. Nisem še doživel, res prav malo me je bilo strah, da me bo odpihnil. Hodil sem po stran, ko je bil pijan. Če bi takrat veter ugasnil, bi zihar padel, ker sem bil tako nagnjen. Pa sem že doživel kar hud veter na snežniku, ampak toliko pa res ne vem, če je. Prav noro je. Zdaj je tale cirkusa, zelo lepa. Ne vem, kva je že svetega, hej, ne vem kva. V glavnem, jo bom še malo posnel, pa malo razglede. Pa grem naprej. Končno vsaj malo zavetja. Tole je pa res prav brutalno. Zdaj sem se odločil, šel kar do Vojkove koče pogledati, če je slučajno odprta. Pa bom pa videl, mogoče skočim tudi razgled pokazati, kaj proti Postojni, če me ne odpihnil. Tole pa kaj bil nekje v Sibiriji, ne pa na meji, na Primorskem. Nekdo je tle. Tlele sem en čajček zdaj spil, sta oskrbnika zelo prijazna. Sicer je koča uradno še zaprta, ampak itek, ker jutri mislim, da odprejo, ker je danes četrtek, ampak itek takega reveža, ki je sprejel noter, da se je malo pogrel. Prste se mu oči zmrznil.
Tako da zdajle skočim kele gor posnet, pa gremo proti Abramu. Zdaj se po cesti malo nazaj vrnem, oziroma sem šel že prele tle gora, ne. Lahko bi šel tudi po grebenu, ampak sem šel raje tlele, ker tam preveč piha. Ene 2 kilometra zdaj cesti sledim, pa se pa desno odcep pot proti Abramu. Sem pa zdajle malo z oskrbnikom poklepetal. Je rekel, da za vikend je toliko pihal, da ko je šla ena punca njihova, verjetno iz društva, gor po tisti iz Razdrtega, po te dolgi poti gor, pa je, da je 3krat po tleh vrgel in da se je za skale pa za travo oprijemala in da je gor prišla, da je rekel, da je kar malo jokala, se je smejala, tako čisto, da je bilo čisto iz sebe, da tale burja res ni heca, ne. In medtem, ko sem gor hodil, sem prav razmišljal, še dobro, da imam toliko ozke hlače, pa da sem bil tudi, da nimam nekih širokih oblačil na sebi, ne. Ker pol si pa kaj jader, pol te pa res odpihne, ne. Ja, tudi to je prednost ozkih hlač, pa da imaš bolj telirane stvari na sebi. Ja, pa še to, odzad na nahrbtniku imam en tak žepek, dam sadje noter, ne. Pa je kar lepo zaprtno, ampak dol, ko sem štartal, sem dal 3 banane not, zdajle, ko sem gor prišel do koče, sem imel samo še 2. Tako da, eno banano mi je odpihnilo. Zdaj pravim, da je noro. Iz lepega zavetrja grem pa spet proti odprtem, pa verjetno tudi vetru. Pogled nazaj. Tole pogled dol na cesto. Po Vipavsko dolino. Drugače smo pa tako na Dvojkovi koče, zdaj sem tudi na slovenski planinski poti. Tole pa enkraten pogled na Trnovsko planoto. Abram v to smer. Tukaj dol je pa križišče, kjer desno gre cesta proti Nanosu, oziroma Vojkovi koči, levo pa proti Abramu. Lepo je tle na Nanosu, ne? Pot nas pripelje spet na cesto, imamo pa tukaj, cesta gre zdaj čisto do Abrama, ne. Ampak jaz ne bom šel čisto do Ke, ampak bom nekje na pol poti do Ke bom levo zavil proti Podnanosu. No, na telem križišču cest bo pa moja pot nekam kele levo not zavila. Abram gre pa naravnost. Kaj piše sicer, da gre Podnanos nazaj. Ampak to je po mojem, da kolesarska pot. Ja, zdajle sem zavil, se pravi, ko sem prišel levo in izgleda tale pot
po eni 30 metrih pa pol desno z ceste. Mislim, da bo to. Je pa ne markirana. Sem prišel spet na cesto. Prvi tudi, če bi cesti sledil, je to ta cesta. Zdaj pa desno. Po ene 50 metrih ali pa 100, no, nas pa markacije popeljajo spet v gozd. No, tukaj bi lahko krožno delo kar do Lovske Koče nazaj, ampak jaz sem kar proti Podnanosu. No, prihod na cesto, tukaj za kolesarje je levo Podnanos, mi bomo imeli pa tam lepo mojem, da levo. Tako je, piše še 1:15. Se pa zdaj spomnil, na tem trailu, ko sem ga tle laufal, sem po ene 10 ali pa še več letih Uroša, direktorja Odlenja, srečal. Se pravi, ko sem končal srednjo šolo, pa smo se še nekaj dobili, pa itak malo stike zgubiš. In tlele, ko sem dol proti Vipavi zaključoval, sem ga prehitil, ker on je šel pa eno krajšo varianto in prav neverjetno. Danes pa z njegovimi hlačami tle pohajkujem. Ne, se ide na tem mislil, hlače so moje, sam on jih je naredil, oziroma njegova firma. No, tole pa zdaj kar pasal. Tukaj pa je nekaj. Kaj pa je tole? Tudi skrinca je tamle. Drugače pa mislil sem pasal tole. Tale razgled, tale kakšno urco v Šeklopce. Vrhunsko. Kakšno urco sem po Hosti hodil. Glej ga, Podnanos. Smo že čist tle. Zdajle sem se spomnil, da selfija z vrha spet nisem naredil. Danes meni se zdi kar razumljivo, tako da s telim razgledom selfij z vrha. Tukaj zdaj sem še ene datle pojedel, malo se posončil, ampak vseeno kar hladno piha, tako da bom počas dol počel. Še eno pesnico lahko preberete tlele. Evo pa še ena knjiga. Na konju smo, konj je to, evo, 825. Prele sem bil tamle gor, zdajle sem pa še na enem razgledišel. Kar kul, ne? Ja, če še zdaj gledaš video, pa ti je verjetno všeč, ne? Daj stisni like, tako damo YouTubeu signal, da je video kul in da ga lahko razširiš med več ljudi, tako da bodo še drugi mogoče malo uživali, tako kot ti. Pa če še nisi vpisana na kanal, daj še to naredi spotoma. Prečeli bomo cesto. Gremo se zdaj kar naprej dol. Levo je Gradiška tura, Vipava, gor gre pa tudi pohod. Tako, kot sem predvideval za gor grede, smo prišli na tem križišču oziroma razpotju dol. Dajmo pa še 20 minut verjetno do Podnanosa.
Ja, zaključek nam še ostane. Ga bom kar malo pred koncem naredil. Zelo ekstremna tura, tudi ekstremne razlike. Zdaj vidite, da sem spet v kratkih rokavih, je ful toplo, gore je bilo pa res urnebes. To pa, kaj pa ta burja naredi, to je pa noro, ne. Tako da je treba kar, ko greš v hribe, kar vedeti, kaj te čaka. Danes je bila sicer, tako kot sem rekel, zmerna burja napovedana, ampak tukaj dol je zmerna burja, ne, gor je bila pa kar orang. In sem imel tudi, za obled sem imel, tako kot, ne vem, če ste videli, no, dvoje rokavice, če ne pa dvojih rokavic, že tako sem imel čisto mrzle prste. Pa, če bi bila kriza, sem imel poleg te lahke puhovke, sem imel še eno jakanco, tako da za obled sem imel kar nekaj, no. In po mojem, da je prav tako. Drugače pa v normalnih vremenskih razmerah je tole res poezija pohodniška. Krasna krožna tura, v bistvu tako, kar rečemo temu celodnevna, da se malo ustavljaš vmes. In verjamem, da vsak, ki bo šel tole, bo ful užival. Mogoče se izogibite prav polet, ki je zelo vroče, zna biti kar pasje. Zdaj, za kakšne spomladanske ture ali pa takole jesenske, mogoče tudi zimske, je pa super. To zahtevnost sploh ni, vsi tehnični podatki bodo dol v opisu. Tako da, to je pa nekako to, ne, kar sem vam za danes pripravil. Lepo, da ste ostali z mano do konca. Pojdite pogledati še, zdaj bom desno gor, bom delil še video, ko smo šli na nanos iz druge strani z Razdrtega, pa si še tistega pogledajte. To je pa za ta video to. Lepo se imejte, radi se imejte, pojdite v naravo, ne se kregati, pa uživajte. Mi se kmalu vidimo.